Ampak dostikrat presenetim sam sebe s kako stvarjo, ko si mislim, da je sploh ne morem narediti. Pa vem, da bi dvomil v sebe, ampak pač sam sebe presenetim z neko stvarjo, ko si mislim, tole je pa šlo, pa sem mislil, da ne bo. Ne. Ampak a ni to lep občutek? In še en podcast z nami, zelo zanimiv in zelo poseben gost. Tudi sam je izrazil željo, da bi danes kaj povedal. Z nami je Otmar. Otmar iz Jesenovega. Ja, Tako. Otmar, danes si skupaj z VDC Zasavje prišel v naš studio, pa si tudi rekel, da boš povedal svojo zgodbo. Tvoja zgodba se je, recimo ta zgodba, ki se zdaj odvija, začela dobrih 20 let nazaj, ko si se poškodoval in ostal brez ene roke. Takrat se je bilo treba verjetno vse še enkrat naučiti. Kako je bilo takrat? ja, v bistvu je bil kar stresno, mislim, že kot, če gledam, kot mlad fant po 18 letih, da živiš neko tako nesrečo, se ti v bistvu malo sesuje komplet, ja, da bi rekel svet skoraj, no. Ja, kar svet, kar čisto pošteno lahko rečeš, da se sesuje svet, vse se je obrnilo na glavo, ne? No, potem pač po vseh teh poškodbi, operacijah, rehabilitaciji, sem se včasih tako malo spraševal sam pa sebe, komu Bogu sem se zameril, da se mi je kaj takega zgodilo, ampak pač to sem bil primoran sprejeti, šel naprej pač pozitivno, z dvignjeno glavo, pa brez tistega, da bi se komu smilil, pa kaj, ker mi to ni v interesu, ampak sem v bistvu škorpijon po horoskopu in imam tisto močno trmo. Se pravi, znaš pičiti, če je treba, a ne? Ja, Se znaš ja. postaviti tam, kjer je treba. ja, res. Prej si hodil v srednjo šolo kam? V Zasavje, v Trbovlje? V Zagorje, prvo gospodinjsko, 2 leti pa pol pred to nesrečo. Ja. Potem sem, hvala Bogu, pred nesrečo zaključil vse zaključne izpite. Po tej nesreči sem se pa potem vpisal še v trgovsko. Pa ta prvo leto mi sicer ni se išlo po planih, ker sem imel istega leta 2004, ki je bilo prestopno leto, septembra še prometno nesrečo. Se pravi, res ni bilo obdobje zate, ne? Ne. Pa potem decembra še odvzem ščitnice, tako da sem imel res, Si bil kar stalna stranka po bolnicah, na žalost, a ne? ja. Po srednji šoli si tudi hitro šel delat. V bistvu trgovsko sem potem zaključil 2008, 2005 sem se potem še enkrat vpisal, in sem tudi potem uspešno zaključil vse izpite, tako da imam v bistvu te 2 šole, obe. Si zaključil, a ne? Ja. Potem si šel delat in tam se je pa zgodila ta nesreča. Kaj Ja, se je zgodilo? v bistvu delal sem kot vsak drug dan, pač po tistih V proizvodnji? v proizvodnji, pač na večjih strojih. Zdaj, glede na to, da sem bil edini polnoleten od 3, ko smo delali preko študentskega servisa, sem samo jaz delal na teh strojih. Stvar je bila v tem, da 2 dni po nesreči, če nesreče ne bi bilo, ne, bi mogel iti na tale Vasto pri delu. Tako da v bistvu je že tule bil podjetje malo v prekršku, ne. Ampak nesreča je pa bila, s strojem se je zgodilo, a ne? Ja, v bistvu na stiskalnici za odpadni karton, pač tam, ko se potem delajo te bale kartonske. Kaj je bilo v tistem trenutku? A se spomniš ali se ne spomniš? Kako bom rekel, v bistvu spomnim se vsega, no. Čeprav največkrat raje to malo tako na neki način malo potlačim. Odmakneš stran, ne? Dejansko
Začel sem, kakor vsako jutro, pač z odvažanjem tistega kartona v velikih vozičkih, pa potem dajanje v stroj, zapiranje vrat, pa pač povezovanje. Potem je bilo pa treba, dve ročke so bile, ena je bila za zadnja vrata, ena pa za bat. V bistvu dve cilindrične cevi so bile, pa taka plošča. Zdaj mi nismo strojniki, ne razumemo Ne. čisto No, vsi, a ne? No, in tisto je bilo treba aktivirati. Po pač tistem, ko mi je tisti delavec povedal, ki je šel na dopust, je bilo treba dati en tak lesen štucelj vmes. In medtem je tista ročka, še danes noben ne ve, iz kakšnega razloga popustila. In ko sem jaz tisto nameščal vmes, je ročka popustila, ampak žal sem bil že takrat prepozen, pa tako majčkeno dalje odmaknjen, da bi lahko z nogo brcnil nazaj, da bi zaustavil. Ta stroj sicer je imel senzorje za, recimo, če je bila plastika pa karkoli, da bi se ustavil, ampak to je bilo stroj v katastrofalnem stanju, ne. In v bistvu ravno si imel to nesrečo, da si bil v napačnem trenutku, na napačnem mestu Točno tako. in takrat se je tvoje življenje čisto spremenilo. Obrnil. Potem, po operacijah, po vsemu temu, si mogel začeti živeti drugače. Z eno roko živeti ni mačji kašelj. Ja, veš, kar skoraj eno leto sem rabil, da sem se navadil, pač samo oblačenje, potem recimo tuširanje. Mislim, vsake te stvari, ki sem jih prej delal z obema rokama, je to v bistvu prišel breme za desno roko. Ne, ker v bistvu je desna mogla prevzeti vlogo še leve, ne. Ja, seveda. In ja, recimo obuvanje nogavice, to je bil projekt. Zapenjanje hlač, v bistvu že ta sama motorika. Si sploh ne misliš, dokler se kaj takšnega ne zgodi, Ja. koliko prav pridejo prav obe roki. Ja. Še včasih se takole pohecam, pa rečem v delavnici, bom z obema rokama dvignil, ne, čisto avtomatsko. Pa prav Tjaša, ja, pa še najti eno, ne. Ja. Ampak ti si uspel v resnici tudi z eno roko postati samostojen. Skrbiš zase, živiš sam, oblačiš se, urejaš se, hodiš v službo oziroma pač v VDC in tako naprej. Ja. Tudi to je kar veliko bilo potrebno dela, da si do tega prišel. Veliko dela, veliko vztrajnosti, kot sem že prej rekel, trme. Ta škorpijon v tebi se je dobro izkazal, ne? Ja, mislim, lahko rečem, da mi res velikokrat prav pride ta trma. Včasih mogoče malo, včasih nam biti mogoče malo preveč trmasto, mi mogoče malo pride v napoto, ampak v glavnini pa mi ta trma kar dostikrat pomaga, ker dostikrat naredim kako stvar, jaz sploh ne ali pa Mogoče si malo prehiter včasih? tudi včasih kdaj. Ampak dostikrat presenetim sam sebe s kako stvarjo, ko si mislim, da jaz sploh ne morem narediti. Pa ne, da bi dvomil v sebe, ampak pač sam sebe presenetim z neko stvarjo, ko si mislim, tole je pa šlo, pa sem mislil, da ne bo, ne. Ampak a ni to lep občutek? Ja. To je to, da si sam sebi lahko rečeš, ja, glej, jaz, ne, manjka mi ena roka, pa zmore, marsikdo z dvema ne zmore, a ne. Tako in si lahko res ponosen nase. Ja, res je. V bistvu si iz ene težke situacije, pa zahtevne situacije potegnil najboljše. Že prej so te tudi kolegi pohvalili, ja, to je pa super, a ne, živiš sam in tako dela in to. To ni kar tako. Kako pa to, da si v bistvu se tako osamosvojil? Da, v bistvu, ker mi je všeč, da imam možnost dokazati pa pokazati, da navkljub temu, da imam samo eno roko, da se da dosti več, mislim, da se dajo narediti stvari brez problema. Mislim, brez problema. Ja, mogoče kdaj
stane kak problem, ampak se hitro reši. Drugače pa ja, gledam na to, pa stremim k tem, da ljudi čim manj obremenjujem, pa da lahko pokažem, pa dokažem, da se da z eno roko narediti časa še več, kot si pa človek misli. Verjamem, da si po nesreči, pa mogoče takrat, ko si bil še v bolnišnici ali pa okreval po operacijah, velikokrat mislil se, kako pa bom zdaj, ne bo šlo, ne bo to. A si mislil, da boš na taki točki, kjer si danes? Vse, kar si že do takrat dosegel, zmogel, a si mislil, da bo tako? Ja, tisti malo pustil čas, ker nisem hotel nič prehtevati, ampak vedel sem pa, da zmorem, da lahko. Vedel sem tudi, da bo pač preteklo dosti vode, da bom to naredil, ampak ja, nisem pa nikdar dvomil, da ne bi mogel kaj. Prav nisi obupal. Ne. Kdo te je najbolj podpiral? Družina, starši, sam sebe. Se pravi, si sam zelo ključen akter v svoji zgodbi, a ne? Dejansko. Drugače pa ja, družina, prijatelji. So bili ves čas ob tebi. Kaj ti pomeni tudi ena taka spodbudna beseda, ali od družine, od prijateljev, ali od znancev, ko ti reče, o, bravo, Oto, ti pa to odlično narediš, ne? Ogromno. Mislim, je še neka dodatna stopnička, dodatna spodbuda, da grem še naprej. Da Okej, ne zdaj pa- ostanem tam, ko sem, ampak grem še. Še naprej, ne. Rekel si, da, okej, to sva že obdelala, da zmoreš sam, se zrihtaš sam, oblečeš, greš, tuširaš tako. Kaj pa še počneš? Ja, sem tudi aktiven pri gasilcih že 27 let. V bistvu 2029 bo 30 let, kaj bom. Zelo pohvalno. Hvala. Potem pa pač okoli hiše, staršem tudi pomagam, pa sosedih tudi, imam tudi zelo fajne sosede. Se pravi, ne samo doma, še k sosedom greš pomagati. Tudi pa oni, pol tudi meni, če je kaj, tako da vsi, lahko bi rekel, veliko pomagamo, sodelujemo. Ja, lahko bi rekel, roko mi je, jaz te pomagam ti meni. Tako. Tudi v VDC-ju delaš, kaj delaš tam? Ja, tudi, kaj pa že sem omenila, kooperantska dela, recimo Komplast, DB-Soft, Čipolo. Zlagate, sestavljate. Ja, kontrola, pakiranje, varjenje, štetje. Kaj pa najraje delaš? Zanimivo vprašanje. Vse. Vse rad delaš, Če sem wow. čisto odkrit, vse, mislim, ni mi problem za noben del prijeti, rade volje. Tudi če mi, recimo, tudi če provam, pa vidim, da mi ne gre, nisem nikoli jezen, ker pač vem, da je del dvoročen in ga res ne bom mogel narediti, ampak pač grem naprej, pa kaj drugega delam. Mislim, ni nikoli tisto, da sem pa sam na sebe jezen, da pa tega ne morem delati, ne. Ne, grem naprej, pa delam kaj drugega. Jaz mislim, da bi se od tebe mnogi lahko kaj naučili, kako gledati na svet, kako sprejemati stvari. Tako da upam, da boš mogoče tele svoje izkušnje, jaz sem prepričana, da bojo tudi tole poslušali, to, kar boš danes povedal, pa da se bo kdo iz tega kaj naučil. Zdaj pa mi še povej, kaj počneš pa tako, hobi, za veselje, a greš na kak sprehod, ali odpotuješ, kaj dobrega poješ? Ja, potovanje je bil v bistvu ta prvo tako Portugalska februarja, ko smo bili. In kako se ti zdelo na avionu? Fenomenalno. Mislim, glede na to, da je bilo prvič. Fenomenalno, mislim. Te je bilo kaj strah? Strah, tisti čas, ki je bila tista turbulenca. Te je malo treslo? Drugače pa tako mi je bilo pa res fajn, prijetno. Mislim, nova država, nov kraj, novi ljudje, nova izkušnja. A si jih kje razumel, to portugalščino? V bistvu smo v angleščini komunicirali, tako da ni bilo problema. Angleško tudi se razumeš, govoriš? Se tudi čim bolj, da... Naročiti pa piti pa jesti zmoreš, a ne? Ja, To je najbolj pomembno. To ni problema. Ne, nimam težav, mogoče kakšna fraza, ampak malo na hitro poguglam pa pol. Pa se da, ne? Ja.
Ok, rekla sva še, kaj rad še počneš v prostem času, popoldanskem. Čas, če mi pač čas dopušča, glede na to, da v hiši živim, pa ni dosti dela in Sploh zdajle, ko se bo začelo toplo, oziroma ko se je začelo, ne? je skozi. Okoli hiše kaj, pa grem malo okoli, če mi uspe. Na sprehod kam? Ja, Ali ven s prijatelji, ali kaj? tudi to se dogovorimo, ali pa nečaki pridejo, nečakinje. A jih kdaj tudi popaziš na njih? Koliko so to stari zdaj? Ja, ta večji dva bo ta 14, pa 10, 11, pa 8 bo najmlajša. Imaš kar nekaj. Ja, 5 jih je, 3 fanti so pa 2 punce. Tako da ja, je kvel. Se pravi, pri vas ni dolg čas, to lahko rečeva. Ne, pa še enega mlajšega soseda imam, 5 let starega, 6. On je tudi popestri dan, sploh ko pride pa mislim, uživa, da pride, pa da se z njim ukvarjam. Si vzameš čas tudi zanj. Ja. Kako pa vidiš svojo prihodnost? A imaš še kakšne želje, a imaš kak seznam? Tole pa tole še želim narediti. Ja, glavnino bi lahko rekel, da sem že skoraj, iskal sem si postavil tiste cilje, že bolj ko ne uresničil. Se pravi, moraš nove cilje postaviti, a ne? Če si že uresničil, če si bil toliko dober, bo treba višje cilje. Ja, ampak to pač realno, mislim pač, Ja, seveda. da nimam nekih, pa da bi bila neka nerealna pričakovanja, pač, da vem, da se to da v prakso spraviti, pa tudi, da vem, da bo to pol naprej. Ja, pač, najdi partnerko, recimo. Si želiš ustvariti neko tako svojo družino ali pa partnerstvo, ne? Ja, ker pol čez nekaj časa, pa čez nekaj let pol človek tam v hiši ni glih prijetno, je fajn, če sta dva pa. In tako, da si med sabo pomagata, pa družbo, pa pogovor, pa. Se rad tudi podružiš, že zdaj, kot si rekel, s prijatelji, greste Ja. ven na kako pijačo, na kak koncert. Veselice so ponavadi tudi na vasi, ne? Ja, ponavadi imamo tam junija, imamo v bistvu v Čemšeniku se reče večer na vasi. Je Boš tudi tudi pomagal pri postavljanju vsega v tega? bistvu pri postavljanju niti ne, sem pa redar. Preko gasilcev. Sodeluješ pri organizaciji. Ja, Na Čemšeniku so kar aktivni, a ne, s temi stvarmi, neka gledališča, neke vsebine se dogajajo, ne? Potem ta aktiv vaških žena, ko imajo presveta, gasilci, mislim, skozi se nekaj dogaja, tako da ti dejansko ne more biti dolg čas. Ja, odlično, super. Pa še povej, ob večerih, televizija, računalnik, kaj delaš? Televizijo malo pač, če kaj. Šport, filmi? Šport niti ne bolj, mislim, bolj filmi. Šport je bolj tam pozimi, kaki skoki, slalom, veleslalom, košarka mogoče tam pa tam, neodvisno kaka, katera skupina igra. Drugače pa večinoma, ali pa kaki dokumentarni filmi, pa kak dobri akcijski filmi. Super. Pa dajva mogoče še za konec tako, začela sva s tvojo zgodbo, kako se je začela, kako te je v bistvu vse te življenje na glavo postavilo. Vsakič, ko sem te kaj vprašala v tej smeri, pa si mi tudi povedal, da sicer nisi obupal, si imel pa realne cilje. In če si nekaj zadal, trajalo je dolgo, ampak si uspel. Kaj bi predlagal drugim? Veliko ljudi pride v situacijo, ali je to nesreča, ali je to neka bolezensko stanje ali karkoli, pa včasih malo obupavajo. Kaj bi jim svetoval? Kako naj grejo tako pozitivno pa nasmejano v svet naprej kot ti? Ja, zanimivo, mislim. Ja, pač, da si začrta neko pot, da ima, jaz pravim, v volji je moč, ne, se pravi, če imaš dosti močno pa voljo, pa zdvignjeno glavo naprej, pa da veš, da bo uspel, bo.
še dosti na pola, ampak če si človek postavil nek cilj, da ve, da zmore, ne glede na nesrečo ali pa bolezen, da se ve, da bo vseeno zmogel, samo zdvignil glavo naprej, pa da samo sebe verjeti. Samo v sebe verjeti in z dvignjeno glavo naprej, sem te prav razumela, Ja, ne? ja, Okej, res je. najlepša ti hvala. Hvala Jaz vam. mislim, da si dal super popotnico našim bralcem in gledalcem. Pa zagotovo se še kaj srečamo, ne? Jaz upam, da.